Predstavniki zahodnih in arabskih držav so se včeraj zvečer v Parizu dogovorili o novi pobudi za reševanje sirske krize. Dogodek je sklical francoski predsednik Emmanuel Macron v želji, da bi uskladil prizadevanja za dolgoročno zmanjševanje terorizma. Na dvodnevnem dogodku, na katerem so sodelovali predstavniki več kot 70 držav, so se pogovarjali o najboljših praksah za preprečevanje financiranja džihadističnih skupin. Macron je pohvalil konferenco brez denarja za terorizem, ki se zavzema za izboljšanje ukrepov, kot so izmenjava obveščevalnih podatkov, boj proti anonimnim finančnim transakcijam in opredelitev virov financiranja. V Nikaragvi je v spopadih med policijo in protestniki bilo ubitih najmanj 25 ljudi, 120 pa so jih aretirali. Med njimi je bilo največ študentov, ki so bili žrtve policijskega nasilja. Protesti proti reformi pokojninskega sistema, ki veljajo za največje proteste v obdobju 11-letnega mandata predsednika Daniela Ortege, so se začeli prejšnji teden. Ortega je nekdanji levičarski gverilski vodja, ki je postopoma zaostril pritisk na državo, saj se je pred 11 leti vrnil na oblast. Nemiri so spodbudili širše kritike nikaragovskega voditelja in njegovega pritiska nad majhnim narodom. Aktivisti za človekove pravice in nekdanji pripadniki nikaragovske vojske so obsodili uporabo prekomernega nasilja. Nemška kanclerka Angela Merkel se je danes na delovnem srečanju sešla s predsednikom Združenih držav Amerike Donaldom Trumpom. Merklova se bo z njim srečala zaradi napovedane uvedbe višjih carin na uvoz jekla in aluminija iz Evropske unije. Trump je uvedel dodatne carine marca, vendar je nekaj držav izključil iz tega ukrepa, med njimi tudi članice Evropske unije. Dodatnih carin, ki jim bodo najverjetneje sledili evropski protiukrepi, si ne želi nihče, razen Trumpa in ozkega kroga njegovih sodelavcev. Ameriški predsednik je lani med obiskom kanclerke v Beli hiši celo zavrnil rokovanje pred kamerami. Nemčijo pa je pogosto kritiziral zaradi trgovine in ameriškega primanjkljaja z njo.